Evo, dober dan, vsem skupaj. Jaz sem vklopil snemanje, tako da veste, da bo tole vse se slišalo na YouTubeu, na naši strani, Petkova Zoom kavica. Prosim, da pač mikrofone ali sklopite ali pa ste pač tiho v tem času, ko se bomo pogovarjali. Jaz bi pozdravil Tanjo Verboten, direktorico Muzeja Velenje. Višjo da smo se malo motili, očitno je Martinova naredila svoje. Je diplomirana etnologinja, kulturna antropologinja, skratka, pa bi rekel, moja nekdanja someščanka. Tako da včeraj, ko je rekla, da ne smem biti prehud z njo, sem rekel, seveda, se smo Velenjčani, se moramo skupaj držati, ne. Torej, dober dan še enkrat. Lepo pozdravljeni. Iz Veleja. Iz Veleja, točno tako. Veleje, ja. Ni življenja brez Veleja, tako smo rekli, pa tista pesem tam, ker Paka proti Šoštanju teče, temu kraju se Veleje reče, ta himna, in predvsem se pa vedno se raznežim, ko se iz Celja pripeljem proti Velenju in zagledam grad. Mislim, to mi je bilo po vse življenje nekako tisto, da sem pa doma, ta izdunka ovinka. Ja, in to imamo to nekako v mislih. Mislim, da kar vsi Velenjčani, da ko vidimo grad, je to. No, mogoče pa sam tukaj za začetek, jaz pa sem trenutno v gradu, tako da vas od tukaj pozdravljam, torej z Velenjskega gradu. No, naj povem, da ta grad, pač bi rekel, v moji družini, ima pomembno mesto, ker namreč mama od mojega starega očeta je bila gor Perica in je v bistvu pravijo, da je imela 5 nezakonskih otrok z bivšim lastnikom gradu. To so bile Oblišarjeve punce. Ampak vi pa pri Adamovičih. Kako? Pri Adamovičih so bili. Ja, mislim, da so bili, ja. To je Jože Hudalesov je to vse raziskoval, in tudi tam je bil tudi celo Oblišarjevo je bil en hrib v bližini, se je imenovalo in tam se spomnim, sem glih našel en odlomek, ker imam, ne vem, če poznate tole knjigo, Tanja, poznate to knjigo, a se vidite? To je ena knjiga, nekaj zgodovine šmartinske podružnice Škapulirske Matere Božje v Velenju iz leta 26. Tukaj so moji predniki, ki so se, bi rekel, niso hoteli škofu Hrenu dati cerkev, ker so bili luteranci in so se pol zafrkavali okrog tega, pa so ključ izgubili, pa je rekel da bo zagradil pot do cerkvenega ozemlja, če mu ne bojo, ne vem, nekaj priznali in tako naprej, tako da tako smo se pač včasih kregali. No, to je odlična informacija, ne poznam, tako da fajn. No, če ne bom pa jaz tole bratu enkrat dal, pa bo prinesel pokazati kar vam, ali pa če se bova midva kaj videla, enkrat. Skratka, no, zdaj, vi ste direktorica od leta 2008, Ne, samo od lanskega leta. Pardon, ja, 2008 ste zaposleni, takrat, ko je bila še Milena Ževrtova direktorica, Takrat je bil še Damjan Klarič. Jaz sem prišla v muzej 2008 kot kustosinja pedagoginja, takrat je bil še Damjan direktor, potem sem ga pa zamenjala, potem pa Mojca Ževrtova vmes, zdaj sem pa od lanskega julija, torej 2021 sem pa zdaj na mestu direktorice. Vmes sem eno leto tudi na mestu kustosa etnologa, zdaj sem pa tukaj, pa se vsem trudim, kar čim več v stroki sami, kolikor se le da delati. Zdaj, jaz sem gledal, sama mlada ekipa ste, razen Damjana ne poznam nobenega, in vidim, da Damjan kar kvari povprečje, Ja, pa smo že kar bolj stari, nismo več tako mladi. Ja, pa Damjan res tisto je zdajle najstarejši noter med nami, tako da ja, to pa res. Torej, videl sem tudi, da ste bili včasih tekmovalka, tam k Vedoju.
A je to res? Ja, tudi to sem še vedno, recimo, da občasno, ja. Ja, zadnjih 20 let treniram tudi taekwondo, to je borilna veščina, kjer kar nekaj časa sem tudi članica reprezentance. Pa če se mi tudi malo pohvalim, no zdaj, ko sem stara, sem lansko leto ravno prvič nastopila oziroma letošnje leto, prvič nastopila na veteranskem evropskem prvenstvu in tam tudi postala v formah evropska prvakinja. No, super. Pa diplomirali ste, ne? Zato to mi ni čisto jasno, ne? Kako zdaj etnološki vidik taekwondoja. Ja, se to je bila tudi moja diplomska naloga, da je bilo v bistvu taekwondo sploh ta društven način nekega življenja, tako da sem tudi tukaj malo skušala ta način življenja vklopiti noter v samo diplomsko nalogo. Zdaj, muzej, ne, zdaj, če greva na muzej, to je v bistvu, bi rekel, Velenje je pač, razvoj Velenja je pač moje življenje, a ne. Jaz sem rojen pol leta preden je Velenje postalo mesto, a ne, 20. septembra 59. leta, in dejansko sem pač rastel skupaj z Velenjem, a ne, in tudi z muzejem. Zdaj, vi gor zbirate vse to gradivo v razvoju Velenja in premogovništva in kako je pravzaprav prišlo do ustanovitve tega muzeja? Ja, torej ravno letos praznujemo 65 let od ustanovitve, torej muzej je še malenkost starejši kot pa samo mesto, namreč 3. novembra 1957 je bil muzej uradno ustanovljen, takrat kot Muzej slovenskih premogovnikov. 5 premogovnikov iz Slovenije se je odločilo in podpisalo to ustanovno listino in takrat so tudi za sedež samega muzeja določili Velenjski grad. Potem pa prvo desetletje samega razvoja muzeja je v bistvu bolj zaznamovala obnova našega gradu, ker v tem času po drugi svetovni vojni so tukaj bila rudarska stanovanja, tako da so tukaj živeli predvsem rudarji. Potem se pa njih počasi izseljevali, grad samo obnavljali, tako da je potem prva razstava v muzeju je bila odprta šele 8. oktobra, takrat je bil občinski praznik, leta 1966. In takrat je bila torej prva razstava posvečena premogovništvu. Potem pa že v naslednjem letu dobimo še 2 novi razstavi, posvečene narodnoosvobodilnem boju v Šaleški dolini in pa nekako gibanju za delavske pravice tudi tukaj pri nas. Hkrati se začnejo potem tudi zbirati etnološko gradivo Šaleške doline in tudi temu se potem posvetijo naslednje razstave. Potem je pa v bistvu razvoj našega muzeja tudi kar nekaj naključnih dogodkov v bistvu spodbudil, ker leta 1964 so v okolici velenjskih takrat novo nastajajočih jezer našli kosti mastodontov, to so bili predniki slonov, torej tropčarji fosilni, ki so živeli tukaj pri nas v naši dolini pred približno 3 milijoni let. In tem je bila potem posvečena naslednja stalna razstava, ki je še vedno na ogled na našem gradu, od lanskega leta tudi popolnoma prenovljena, tako da prijazno vabljeni k ogledu. No, potem pa spet še eno naključje, namreč leta 1971 pride v Velenje afriška zbirka Františka Fojta. Namreč takrat se je Boris Kuhar, ki je bil v tem času direktor etnografskega muzeja, nekako v Afriki povezal z Čekom Františkom Fojtom, ki je bil tam na potovanju, ki je trajalo kar 23 let, in potem iskal rešitev za njegovo ženo, kako bi prišla v Slovenijo. In takrat potem se govorijo z Ivanom Matiškom, ki je bil direktor Gorenja, in pa z Nestom Stankom, ki je takrat predsednik občinske uprave v skupščine Velenja. V glavnem, da je ta zbirka prišla k nam v Velenje, podarili so jo našemu muzeju, v zameno pa sta Fojt in njegova žena dobila potem tudi stanovanje in pa pokojnino tukaj pri nas v Sloveniji. In s tem se potem v bistvu naš razvoj kar nekako iz muzeja premogovništva širi na druga področja. Čez leta potem pridobivamo še nove enote, Kavčnikovo domačijo, kasneje potem muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, pa seveda spominski sobi na Graški gori in pa v Topolšici. V Topolšici veste verjetno, da je bila podpisana ena od 3 nemških kapitulacij. Potem kasneje dobimo še Grilovo domačijo v Lipu pri Velenju, ki je ekomuzej.
pa potem Hiša mineralov v letu, ko je bila Slovenija Evropska prestolnica kulture, kasneje galerijo F-Bunker, pa je tudi spominski center 91, kateremu smo ravno pred slabim mesecem dodali še park državnosti, tako da smo res prišli iz muzeja, ki je bil tehničen, zelo specifičen, pa do muzeja, ki je danes zelo širok, pokriva različna področja, različne strokovne usmeritve, različne časovne usmeritve, načeloma pa torej pokrivamo delovanje 3 občin, Velenja, Šoštanja in pa Šmartnega ob Paki. Super, mislim, res je vredno gledati. Zadnjič sem se pogovarjal z dr. Markom Frejlhom, je zelo pohvalno rekel o vas, ko sem rekel, da že dolgo nisem bil v muzeju, je rekel, morate iti tole, pa kaj delajo, je bilo pa super. Z Markom res veliko sodelujemo, tudi kar se tiče Fojta, nam pač Marko kot kustos za Afriko na Slovenskem etnografskem muzeju strokovno predvsem pomaga. Tako da v lanskem letu smo obeležili 50 let, odkar je ta afriška zbirka prišla k nam v Velenje. Tudi smo lani gostovali z Fojtovo razstavo na Češkem. Letos smo pripravili razstavo o Egiptu, namreč Fojt je bil leta 31 na svojem prvem potovanju po Afriki, tudi v Egiptu, in pri nas v arhivu imamo zelo bogato zbirko fotografij na steklo. Tako da smo te tudi na tej razstavi lahko predstavili, ker se vemo, da letos obeležujemo 100 let, odkar so odkrili Tutankamonovo grobnico. Tako da res imamo en kup stvari, ki definitivno presegajo meje lokalnega muzeja, ampak lahko gremo res precej širše. Eno vprašanje oziroma medklic, kako bi pa to poskrbljeno recimo za slepe, če bi slepi prišli? Kako imajo, kakšne opise, imajo tipanje, lahko tipajo? No, to je pa tudi ena izmed stvari, na kateri sem jaz tudi delala že prej kot kustosinja pedagoginja, torej z dostopnostjo se trudimo v muzeju ukvarjati, kar je recimo velik problem, sploh tukaj pri nas na Velenjskem gradu, so seveda naše stopnice in to, da pač res vsak prostor, ki ga imamo, je na svojem nivoju, tako da tukaj malo zoprno je premikanje po prostorih. Smo pa pred leti sodelovali v projektu Clear, v katerem smo vsaj delno skušali v bistvu naš muzej prilagoditi tudi slepim in slabovidnim. Takrat smo namestili vsak prostor, oziroma vsak razstavni prostor ima tudi tablice z brajco napisne, torej da je na ta način rešeno. Imamo pripravljen vodnik tipni po naših muzejskih zbirkah, torej imamo kratke tekste, ki so prevedeni v brajco in hkrati pripravljene tudi tipne slike. Tako da vsaj nekaj predmetov recimo se da tudi na ta način prebrati. Potem imamo načeloma v vsaki razstavi nekaj predmetov, ki so namenjeni tipanju, torej da so tudi prav namensko pripravljeni za to, da se jih lahko dotika. Pa pripravljene imamo tudi dva tipna zemljevida, enega, ki prikazuje razvoj mesta Velenje, torej sta 2 tipni sliki, ena Velenja v času pred nastankom samega mesta, takšen kot je danes, pa potem kasneje, in pa eno, ki prikazuje tudi sam razvoj velenjskega gradu, torej tudi te gradbene faze, da si tudi te se da s tipom ogledati. Pa v Grajskem parku, ki je bil tudi pred 2 letoma popolnoma obnovljen, imamo pa tudi 2 tipni tabli nameščeni, tam pa je ena govori o Bjanki, to je bila ena izmed grofic, ki je živela tukaj pri nas na našem gradu, in pa tudi nekaj samega o samem Grajskem parku. Zdaj sem se spomnil, glede na to, da ste dobra športnica, po mojem, da trenirate, da greste v službo po stopnicah gor iz Velenja vsak dan, ko jih je meni, da jih je čez 200, ne? Ja, stopnic na grad je 233, samo do Grajskega portala, potem pa še naprej gor po gradu še kar nekaj. Ne, ampak kar se tega tiče, sem precej, vedno hitim, tako da najpogosteje sem tukaj gor kar za avtom. Je pa res, da imamo fajn parkirišče, tako da je tudi to, da ni problema za parkiranje. Na tanko je parkirišče, je bilo včasih cel kup teh rudarjev, jaz se spomnim, je bilo cel kup teh raznih rudarskih huntov, lokomotiva je bila, tako da se to pol vse
Zdaj ste to vse predstavili, ne? Ja, ker potem, ko se enkrat odprl muzej premogovništva na današnji lokaciji, torej na Starem Jašku, se tudi kompletna ta zbirka o premogovništvu prestavila na Stari Jašek. To so, sicer je zbirka še vedno naša, torej predmeti tudi tam so, in mi tudi strokovno skrbimo za sam muzej premogovništva, medtem ko trenutno je pač pod upravljanjem premogovnika Velenje. Aha, to je na Starem Jašku, ja. Greš lahko noc, tudi imaš tudi lahko kosilo oziroma ješ, ne? Tudi imaš neke večerje. Ja, medtem ko na začetku pa je bila tukaj pri nas na našem gradu, je bil pa tudi narejen, to se verjetno spomnite, prav, torej rudnik je bil prikazan tudi tukaj, tukaj so v prvi zbirki v bistvu lahko ljudje. Ko je bil tam zraven mastodonta, ne, je bil. Spodaj, ja, v klepi pod mastodontom. To se spomnim, ko smo šli not in potem so luč ugasnili, ne. So rekli, takole je pa v rudniku. Ja. V redu, potem je muzej usnjarstva, moram priznati, da še nisem bil, ne, to je v Šoštanju, so vošnjaki, ki so tudi ogromno dali, ne samo Velenju, Šoštanju, ampak tudi Sloveniji, a ne, so bili. Ja, Šoštanj je res bil tudi, v bistvu ves čas je bil Šoštanj vodilno mesto v Šaleški dolini, ker Velenje je bil prej res samo mali trg, dokler se z razvojem premogovništva potem tudi mesto ne začne razvijati, predtem je bil pa Šoštanj res tisti, ki je bil predvsem zaradi usnjarne res pomemben. In ja, muzej usnjarstva je danes v prostorih nekdanjih kopalnic, tudi smo ravno v pripravi načrtov za drugo fazo muzeja usnjarstva, tako da računamo, da v naslednjih nekaj letih bomo tudi do tega prišli, da bomo torej tudi muzej usnjarstva povečali. Trenutno pač govori zgodbo predvsem o družini, o rodbini Vošnjakov, kako je prišlo od male usnjarske delavnice pa potem do te veleindustrije, ki je bila na koncu. Predstavljeno pa je tudi življenje Vošnjakov, družine kot same, njihova pisarna, potem poudarek na čuvarstvu, pa na neki taki tipični usnjarski družini, stanovanje usnjarske družine v Šoštanju. A to veste na Vili Široko, ne, ker so Vošnjaki stanovali, ne, da ima tole skrivališče, da je bil skrivni rov. Ja, ne, to nisem vedela. Ja, to smo, zanj sem jaz bil tam in sem tega lastnika, sva ga z Milojko, sva ga spraševala in rekel, da je res, da je odkril zadevo, ja, in potem sva šla z Milojko not gledat in je res imel v kleti not fajn skrito elektriko, vse in tako lepo sobico, prav zanimivo, ne. Ja. Ker on je tam se pač skrival nekim pač in s partizani je sodeloval in z Nemci in vse zadeve in je očitno je rabo od zadevcev, ne. Ja, se tisto bilo kot žalostna zgodba je v bistvu povezana z Vošnjaki, sploh tukaj na koncu, ne. Ja, tako, ja. Potem muzej revolucije je bil, ne, to se spomnim, jaz še zelo spomnim, ko je celo en fant enega sošolca ustrelil, ne, je bila ena taka žalostna zgodba, ker je očitno bilo orožje nabito, a ne. Ja, orožje naj bi bilo takrat sicer, ja. Ne. Onesposobljeno, ampak kot kaže, na žalost ni bilo, ja. Ja, tako da to se še zadnjič, ko sem brskal po tem našem času, oziroma kaj je bil takrat Šaleški rudar, sem ta članek našel, zato sem se zdaj spomnil na to, ne. To so zdaj prestavili gor na Graško goro, ne, ker je v bistvu 14. divizija dobesedno izkrvavela, ne. Ja, v bistvu imamo 3 razstave, ki se ukvarjajo z časom, torej druge svetovne vojne, ena je tukaj pri nas na Velenjskem gradu, tukaj je predvsem poudarek tudi na Kajuhu, medtem ko točno tako, torej Graška gora je spominski park in soba posvečena 14. diviziji, potem pa v Topolšici pa seveda tudi, ja, torej podpisano. Ja, tam je pa von Lehr podpisal, a ne, kapitulacijo za jugovzhodno Evropo, ne, nemške vojske, ne, tako da. In tukaj čez naše kraje se v bistvu tudi potem vsa ta nemška vojska tudi umikala, teda to so bili tudi taki zelo tragični dogodki potem, ko so se stvari sicer uradno že končale, ampak vseeno je bilo treba te količine vojakov spraviti iz naših krajev. Okej, tako malo še mogoče bova še kaj v muzeju, kakšnem rekla. Aha, Kavčnikova domačija, sem se spomnil, ne, jaz se Ferda Kavčnika spomnimo, on je umrl tam enega leta 85, 87 nekje, ne, se ga spomnim, ko je peš hodil gor v Zavodnje,
do te domačije. Dajte še to povedati malo okrog tega. Ja, Kavčnikova domačija je pa v bistvu najjužnejša ohranjena alpska dimnica v evropskem prostoru, torej je zelo pomembna za, ne samo tukaj spet za naše lokalno okolje. Torej dimnica je bila v bistvu predhodnica črne kuhinje, hiš s črno kuhinjo, zato ker dimnica je bila torej en prostor, v katerem so ljudje kuhali, jedli, spali, vse so počeli v enem prostoru, noter je bilo seveda tudi odprto ognjišče in to ognjišče ni imelo dimnika, bil je samo na drugi strani prostora zračnik, čez katerega se je potem dim umikal ven iz prostora in načeloma v dimnici, ko so v ognjišču zakurili, je dim stal v prostoru, tako da nekje potem, ko se je umiril, se je sicer dvignil nad stojno višino ljudi, drugače pa je pač cel prostor bil napolnjen z dimom in v takih razmerah so ljudje nekoč živeli. Potem je bila Marija Terezija tista, ki je v bistvu dimnice prepovedala, ker je pač velikokrat prišlo do požarov. Ampak ja, te zavodnje naše so toliko odmaknjene tudi od vseh takratnih glavnih prometnih poti, da enostavno tukaj je življenje obstalo v nekem času, torej stara je približno 350 let ta naša dimnica in tudi kasneje, ja, tudi Ferdo Kavčnik je v bistvu še kar nekaj časa živel, sicer hiša je bila potem kasneje prizidana še bela soba, kjer je bila tudi peč potem notri, ampak generalno je prostor ostal nespremenjen in ravno v lanskem polletnem letu smo na Kavčnikovi domačiji opravili kar precej posegov, namreč menjali smo strehe na vseh pomožnih objektih, hiša je krita z šikli, torej z jesenimi klanimi deščicami in pa v letošnjem letu smo pa celotno hišo dvignili v zrak, lesen del, in potem na novo jo podtemeljili, ker se nam je dogajalo, da se je začela malo premikati na razni in so potem tudi sami hiši noter nastale razpoke. Tako da smo letos kar nekaj dela tudi tam opravili, pa zdaj smo v muzeju dobili tudi novo etnologinjo, ki je prišla v moje delovno mesto, tako da je tudi ona se, nekako njena prioriteta je v bistvu tudi Kavčnikova domačija, da res skušamo hišo, ki je bila, takrat, ko je bila pač najprej narejena, res živela z domačini, pa je mogoče vmes smo kar nekako izgubili ta stik in skušamo zdaj vse te stvari spet ponovno oživljati nazaj, tako da letos nam je to že zelo dobro uspelo. Vsako leto prirejamo tradicionalno prireditev Kresni večer na Kavčnikovi domačiji, pa letos smo ob koncu poletja tudi pripravili en dogodek, da smo zaključili sezono in je bilo zelo lepo obiskano, da smo zelo veseli tega pri nas. Je pa recimo drugo leto bo 30 let, torej leta 1993 je bila Kavčnikova domačija tudi nominirana za Evropski muzej leta. Ja, Ferdo je bil zanimiv človek, ne, on je študiral pravo, bil je zraven pri študentskih nemirih, celo v Beogradu, vem, da je dol hodil, ko so bile te gibanja in da so ga klicali doktor. Ja, čeprav ni niti faksa naredil, ne, ampak je v bistvu očitno je bil to zanimivo. Ja, pa nažalost tudi tragično končal. Ja, tako je, žal, ja. Ja, ampak na srečo, tudi zaradi takih ljudi v bistvu so stvari ohranjene in jih lahko tudi danes predstavljamo ljudem, tako da srečo, da imamo, ja. V redu, midva sva tukaj zaradi Martinova, smo rekli, ne, bi malo šli na Martinovo, ne. Vi na Velenjski televiziji, ne, redno vsak mesec govorite o mesecih in tako naprej, ne, pa bi mogoče zdaj tudi za nas mogoče naredili na tako nekaj o novembru, kaj pravzaprav pomeni november in če malo pregledava svetnike čez november oziroma kaj, pa se bomo malo kasneje vrnila na Martinovo, ne. Ja, zdaj res zadnji 2 leti v bistvu imam mesečne predstavitve, še kaj navad povezanih z tekočim mesecem na naši televiziji. Ja, drugače pa mesec november je sicer sedaj 11. mesec v letu, medtem ko v preteklosti je bil 9., torej so kasneje potem dodali še 2 meseca zraven. In sicer staroslovensko ime za november je listopad, ker to pač vemo, da je čas, ko res drevesa zelo na veliko izgubljajo svoje liste. Je pa tudi ponekod ime novembra povezano tudi z Martinovim, torej lahko tudi Martinšček, torej nekako uporabljajo torej tudi to ime v samem novembru.
Drugače pa mesec november se seveda začne z 1. novembrom, z dnevom spomina na mrtve. To vemo, da je pač tukaj spet sicer danes praznik, ki ga nekako vsi povezujemo s tem, da gremo na pokopališče, da se nekako poklonimo svojim prednikom, medtem ko gre pa tukaj za praznik, ki je izhajal že iz keltskih časov, torej tako kot večina slovenskih praznikov ima svoje korenine v časih pred krščanstvom, v poganskih časih. Krščanstvo pa potem marsikateremu temu prazniku potem dodalo svojo vsebino in na ta način v bistvu pokrilo praznike z drugimi vsebinami. Na ta način so ljudi obdržali, da so po eni strani hkrati lahko ohranjali tisto, kar jim je bilo blizu, po drugi strani so pa nekako upeljali v svojo vero potem naprej. Jaz sem slišal, dobro, da tudi v Prekmurju mu rečejo Andrejšček ali nekaj takega. Ja, je kar nekaj tudi teh lokalnih različic, tako da jaz se ponavadi tudi tukaj predvsem ukvarjam z našo Šaleško dolino, kar je tukaj pri nas, tako da pri nas je bil kar bolj ali manj listopad. Ja. Potem pa, v novembru nam potem seveda sledi Martinovo, 11. november. Je pa november tudi v bistvu na nek način začetek že zime, zimskega obdobja, tako da je tukaj čas tudi za pripravo na zimo, čas tudi prvih kolin, s katerimi je seveda spet tudi Martinovo povezano. Sam trenutek. Drugače pa, če še pogledamo svetnike v novembru, imamo potem tudi 6. 11. smo praznovali svetega Lenarta. Mogoče še tukaj ta stvar, zakaj cerkev po eni strani praznujejo njihovi svetniki, ki so ali pa mučeniki, in ker v nekem obdobju se je teh ljudi, ki bi naj namenjali posebne godovne dneve, nabralo preveč, tako da so potem uveljavili ta poseben spominski dan, to je bil pač 1. november, na katerega se pač spominja potem vseh tistih, ki niso dobili svojega posebnega dneva v letu. In tudi zanimivo je, da vsi sveti so se najprej praznovali 13. maja, ampak so potem, takrat je bilo nekako zelo značilno, da so ljudje na veliko potem romali v Rim, in ker je bil problem z hrano v tem času še, ker vemo, da to je še čas, ko v bistvu zimski zalog je bolj ali manj takrat so že pošle, medtem ko nove hrane še, vemo, da ljudje so bili včasih veliko bolj odvisni od narave, tako kot smo danes, in ker pač nove hrane še ni bilo, je bil takrat potem kar problem nahraniti tako število romarjev, ki so pač prihajali v Rim, zato so potem prestavili ta praznik nekako na 1. november. Potem smo rekli, torej, če gremo na 6. 11. takrat goduje sveti Lenart, tako da zanimivost je tega, da so nekatere cerkve svetega Lenarta pri nas opasane z verigo, drugače so pa ženske k svetemu Lenartu se priporočale, da bi pač jim olajšal porod. Pa mogoče, če potem še izpostavimo 25. 11. takrat goduje sveta Katarina. Sveta Katarina je ponavadi upodobljena s kolesom in bila je sicer pomočnica v sili, bi pa naj na ta dan mirovala vsako kolo. Torej, predice niso smele prest, mlinarji niso smeli mleti, vozniki naj ne bi takrat vozili, in od takrat, torej svete Katarine naprej se ponavadi potem, se začne adventno obdobje in od takrat naprej je tudi bilo potem prepovedano zabave, ženitvovanja, vse do svetih 3 kraljev. Tukaj je mogoče še zanimivost, da smo ravno pred sredini oktobra v Muzeju snejarstva na Slovenskem dodali naši stalni razstavi kip svete Katarine, Aleksandrijske, ki naj bi bila predtem postavljena nekje, ne vemo točno lokacije, ampak nekje v
usnjarni Šoštanj, sedaj pa je bila čisto na novo restaurirana in je dobila spet svoje mesto na novo v muzeju usnjarstva. Pa potem mogoče še kot zadnji v novembru je pa 30. novembra goduje Sveti Andrej. On je bil pa en izmed prvih, ki je bil izbran za apostola, doletela ga je seveda mučeniška smrt na križu, kar pa vsi danes dobro poznamo, torej kot Andrejev križ, torej ta križ, ki je nekoliko drugače postavljen kot klasičen katoliški križ, uporabljamo ga pa seveda za označevanje železniških prehodov. Na enega svetnika ste pozabili, oziroma tako, jaz sicer malo hecam, ne? Ja. Če bi vas vprašal, koga bi dali med novemberske svetnike, bi verjetno dali verjetno nekoga na 2. november. Na 2. november? Ja. Na verne duše? Ja. Kjer pa je tam? To pa ne vem. František. To pa nisem vedela. František Fojt je umrl, mislim, da je umrl 2. novembra. To je pa v bistvu, bomo rekel, vaš priljubljen svetnik, ne, oziroma s tem se tudi ukvarjate največ, ne? Ja, Fojt je tematsko, mislim, to je načeloma edina zbirka, ki sem jo tudi zdaj na tem mestu obdržala. Začela sem se v bistvu na novo z njim ukvarjati, ampak ja, tale afriška zbirka je res pri nas izjemno zanimiva, sploh ker smo zdaj pri zadnji prenovi razstave smo v vitrini, v zaklenjenem zaboju v vitrini našli ogromno količino fotografij in negativov z Fojtovega drugega potovanja po Afriki. S tem se zdaj tudi jaz ukvarjam, tako da skeniram te negative, trenutno sem nekje na številki 8600, pa še nisem blizu konca. In je res fantastično dokumentiral kompletno potovanje od leta 47, ko je štartal s Češke, pa potem čez Švico, Italijo, imamo recimo fotografije Milana, takrat tik po drugi svetovni vojni, kako ga obnavljajo, pa potem celotno potovanje, torej čez morje, pa potem v Alžirijo, čez Saharo, pa potem seveda po vsej Afriki do leta 71, ko je potem prišel na koncu v Velenje. Skratka, to je dokaz, da muzealci tudi delate, ne? Kot običajno razmišljamo, ne? Postavijo razstave, pa imajo pa do penzije mir, ne? Ja, s tem pa se mi zdi, da je tudi zdaj že veliko boljše. No, se mi zdi, da, ja, verjetno nam je tukaj tudi nekaj sodobna tehnologija pripomogla, da res na vseh korakih opozarjamo, kaj vse se v resnici v muzeju dela. Ampak ja, sploh v preteklosti je bilo pa velikokrat tako, da marsikdo je rekel, ja, kaj se, razstave stojijo, kaj pa zdaj delate v muzeju. Ampak ja, razstava je samo pika na i, v bistvu to naše ostalo muzejsko delo, pa tukaj je pa res veliko tega. Torej, treba iti na teren, treba se pogovarjati z informatorji, na ta način pa dobiš informacije. Treba je raziskovati, potem predmete, recimo, ki pridejo k nam v muzej, jih naši konzervatorji konzervirajo, restaurirajo. Za vse to je potrebno urediti dokumentacijo, ki jo potem vnašamo v naš informacijski sistem, torej GALIS, muzejski sistem, kjer imamo vse predmete, ki so v naših zbirkah tudi vnešene. Ja, teda res je en kup enih stvari, ki jih potem samo muzejsko delo potegne zadaj. Razstava je res tista pika na i, pa še potem tukaj se tudi ne konča. Ko enkrat razstava stoji, je treba še vseeno, tukaj imamo zelo veliko obiskovalcev, tako od posameznikov, ki pač pridejo si pogledati muzej, pa izvajamo zelo veliko pedagoških programov, andragoških programov, tako da res na različne načine skušamo pritegniti obiskovalce, jih seznanjati z našimi zbirkami, z našim znanjem, z našimi vsebinami. In tukaj ja, dela nam zagotovo nikoli ne zmanjka. No, v redu. Pa se vrnemo k Martinu, ne, Martinu. Ne, zanimivo je, ne, Martin, ki je tako nekako postal neki en tak hedonističen svetnik, ne, ampak on je bil v bistvu en tak miren, skromen škof, ne, doma iz Szombatela na Madžarskem. Dobro, to verjetno so ga pač, ker so že rekli, da je to poganski praznik, ne, bil v principu, ne, ampak da so glih njega izbrali, ki pravzaprav si niti ni želel biti škof, gosi, ki so ga nekako zaščitile, v bistvu jih zdaj v bistvu obredno nekako požiramo, ne, oziroma jemo, pobijamo, ne.
tako da mi je to prav zanimivo v tem smislu, a ne. Ja, ampak spet tukaj res v resnici vidimo, koliko je krščanstvo v bistvu pokrivalo neke predhodne obrede, običaje, ki so jih ljudje že v poganskih časih uporabljali, ker tudi gos načeloma je bila nekako obredna žival že v preteklosti. In so torej tudi to neko vsebino, torej tega, da se Martin skril pred tistimi, ki so ga želeli imenovati za škofa med gosi in na ta način je tudi dobil v bistvu svoj atribut, ker večinoma je torej upodobljen z gosko. Tukaj vidimo, da so načeloma res skušali tisto, kar so ljudje poznali, kar so imeli za svoje, kar so nekako, so bile stvari zelo dobro zamišljene. Najlažje reči če rečeš človeku, tega ne smeš več početi, potem se ti bo zagotovo upiral. Če mu pa skušaš samo dati neko novo vsebino, zraven pa vseeno uporabiš stvari, ki jih je že v preteklosti imel za svoje, pa mogoče nekoliko lažje nekoga preusmeriš na svoje razmišljanje. Tako da ja, Martin pa torej, kot ste omenili, torej načeloma se je rodil leta 13 v Sombotelu na Madžarskem in je potem se preselil v Italijo, tam bil tudi najprej vojak, čeprav mu to ni bilo sicer pri srcu, kasneje pa potem se je uspel res bolj posvetiti temu svojemu bolj krščanskemu delu, torej kot menih, pa potem na koncu kot škof. No, za Martina sva rekla, ne, da je nekako zadnji jesenski svetnik, ne? Potem je bilo vse pospravljeno. Ob tole sem videl, da so takrat poravnali dolgove, tako imenovani Martinovi domlatki, oziroma ne, nasadi. To je v bistvu, ne vem, poznate to? Ja, poznam. Ja, ker v bistvu to je bil tudi prej nekako res bolj pastirski praznik, ker to je čas, ko se je nekako to leto zaključilo, takrat so poravnavali vse dolgove, takrat so potem tudi recimo pastirje točno tako, torej jih nekako pogostili in izplačali vse tisto, kar so v preteklem letu opravili. Hkrati so se tudi delale že pogodbe za naprej, torej kaj se bo potem naprej v naslednjem letu počelo. Tako da v tem času je res nekako zaključevanje tega gospodarskega leta in priprava potem na novo. Hkrati pa, kot sem že prej omenila, torej tudi to čas prvih kolin, ki so bile ponavadi vedno povezane z Martinovim. Tako da tukaj je tudi Martinovim velikokrat rečemo tudi kar jesenski pust, ker je v bistvu, kar se tiče sploh tega prehranjevanja, pojedin in tega je zelo podoben tudi samemu pustu. Torej, to je čas, ko je hrane bilo v izobilju. Vemo, da letina, kar pač je bilo do tega časa že pobrano, že spravljeno za ozimnico. Torej, spet so imeli meso, ker so ga dobili ljudje s kolinami. Hkrati pa se potem že prične počasi priprava na adventni čas, ki je pa seveda spet nekako postni čas do novega leta oziroma do božiča. Tako da tukaj res lahko vlečemo kar nekaj vzporednic z tem pustnim obdobjem. Pa v bistvu od Martinovega dopusta so bile tudi poroke, ne? V tem smislu, ker je pač to nekako mrtvo obdobje in potem pač so potem ženske, ko rodijo, so do žetve, tam junija, julija so bile spet pripravljene za delo, ne? Ja, točno tako, ja. To je čas, predvsem, ko so se res veliko ženili. Spet, po eni strani, to so tako, kot ste omenili, torej dela zunaj ni bilo več toliko, potem hrane je bilo dovolj, to je bilo spet vedno pomembno, da je bila, in pa ja, tukaj smo potem, stvari, ki jih mogoče kar tako niti ne razmišljaš o njih, ampak vidiš, da so v bistvu zelo dobro bile domišljene, kako, torej tudi ta človeški ciklus recimo poteka, tako da vsi ti ciklusi in letni in človeški so nekako povezani, bili dosti logično domišljeni, koliko časa kakšna stvar potrebuje, pa kdaj je res tisti najbolj optimalen čas za kakršno koli stvar. Se mi zdi, da v današnjem času si res te stvari težko predstavljamo, ker je v bistvu vse je dostopno v kateremkoli trenutku, od hrane do in nismo več toliko
mogoče omejeni, kot so bili ljudje nekoč, ne, ker tudi se vemo, zakaj so bile recimo koline ravno v tem času, zato ker se tudi vreme se je toliko spremenilo, da je bilo dovolj hladno, da pač se ni meso kar pokvarilo, preden so ga uspeli ali nasoliti, ali dimiti, v glavnem ga pospraviti, ker pač enostavno hladilnikov ni bilo, zamrzovalnih skrinj ni bilo, torej vse si mogel res dobro imeti preštudirano, kdaj, kakšno stvar početi, da bo pač, da ne bo prišla stran. No, mimo grede, ne, da sem se spomnil, jaz se še spomnim, ko je moja mama jajce vlagala v apno. Ja. To pa ne poznam. Ne, to so bile v bistvu, da so jajce, da so se dlje ohranile, so naredili apneno vodo, ne, in potem smo to imeli v shrambi na tleh smo imeli in je potem, ko je rabila jajce, je v bistvu pač iz tega, je pač, ne. No, to pa nisem slišala. V redu, ampak hotel sem reči, zdaj sem se spomnil dva pregovora, ne, ko pravijo, počakaj me mina do svetega Martina in pa z velike planine je, ko kravce napasem, potem te bom pa vzel. Recimo, to so zdaj dva taka pregovora. Z Martinovo je tudi kar nekaj pregovorov, ne, zdaj mi poznamo v glavnem samo to, ne, iz svetega Martina, sveti Martin iz mošta naredi vin, a ne. So pa tudi vremenski, recimo, pregovori, a ne, naprimer, na Martinovo lepo, za 3 dni grdo, ne, potem, če je na Martinovo grdo, bo lepa zima. Sveti Martin oblake preganja, nestanovitno zimo napravi, če Martinova gos po lezu lazi, ob božiču navadno po blatu gazi, če je na Martina jasen in sončen dan, bosta v 3 dneh pobeljen hrib in plan in tako naprej, ne. Sonce na Martina, pred vrati huda zima. Tako so te vremenske zadeve, ne. Kaj nas čaka, ne, ker danes je lepo, pa tudi naslednje 3 dni kaže, da bo lepo, tudi zima, pa je letos ne bo ravno najbolj divja. Ja, pa tudi tukaj, no, meni je vedno to fascinantno, koliko so ljudje v bistvu res, po eni strani si moraš vzeti čas, da razmišljaš o tem, kdaj se kakšna stvar zgodi, pa da potem z nečim povezuješ naprej, ne, se mi zdi, da v današnjem času, ko pa res toliko divjamo, si pa niti tega ne vzamemo časa, da bi razmišljali, torej, ne vem, danes je bilo lepo vreme, kaj pa se bo čez nekaj časa zgodilo zaradi tega, ko je pač vse to nam nekako zmanjka. Ne? No, jaz sem nekaj prebral, ne, nekdo je nekje zapisal, da naši dedje so imeli stoletja mokro rit, predno so ugotovili, kako bo vreme jutri. Tako da, ja, kaj sem hotel reči? Zanimivo je to, ne, recimo, da ko, jaz se spomnim, ko mi je enkrat oče, ko sem bil mali, mi je rekel, a veš, da so mi mošt ukradli iz kleti, ne. Sem rekel, res, kako se je pa to moglo zgoditi, je rekel, Martin je, ne. So ga zamenjali, ja. Ja. Ne, je zanimivo, ne, da dejansko, kaj se vem, razni običaji so, ne. Recimo, na Martinu so pastirji darovali hlebčke, ne, vedeževali so iz gosje prstne kosti, potem so razne začimbe natikali v jabolka, ne. Da so videli, kako se bo, kakšna bo letina potem naslednje leto, ja. Ne, moški, običajno, zakaj pa pravzaprav moški, recimo, mora biti oblečen škofa, da krsti vino, a to očici iz teh... Ja, ker tukaj smo pa zdaj v bistvu spet na nekih sodobnih običajih, ki so predvsem martinovanje, tako kot poznamo danes, je nastalo nekje po drugi svetovni vojni oziroma predvsem v 70-ih letih, pa tudi z zelo veliko vpliva, predvsem z Avstrijo. No. Tako da so na ta način ljudje sprejemali neke navade, običaje, ki mogoče tukaj za naše področje oziroma območje niso bile toliko značilne, pa so jih nekako prevzemali za svoje. Zdaj se mi zdi, da se res zdeva, na Martinovo je res ta glavni poudarek, torej na temu, da se pač mošt spremenil vino, torej je predvsem povezano z našo pivsko kulturo, vemo, da pač vino je, sicer res po celi Sloveniji bilo vedno prisotno, vse te neke, recimo to, da so pač oblečeni v škofa, pa izbiranje raznih vinskih kraljic, in vsi ti dodatki so potem res kasnejši, torej moderni, tudi prevzeti od nekod, od drugod. Ko je vino
krščeno, a ne, ga lahko pije moški. Medtem ko mošt je pa nečastno vino in zadnji požirek mošta naredi pa ženska. Seveda, se mora videti razlika. A to tudi pol v bistvu v nekem smislu odraža, odraža neko vlogo ženske in moškega v bistvu? Ja, to zagotovo, ja. Tukaj res tudi vidimo vedno pač te neke razlike. Tudi sama opravila so bila vedno deljena, katera so tista, ki počnejo moški, pa katera so tista, ki so ženska. Ženske so seveda vedno bolj bile nekako omejene na hišo oziroma na okolico hiše, tudi za skrb za otroke, za kuhinjo, medtem ko moški so pa opravili ta bolj opravila, ki so bila tudi fizično zahtevnejša opravila na zemlji. In se mi zdi, res pri vseh stvarih, torej tudi pri običajih se pozna res ta neka razlika, torej kaj je tisto, kar je namenjeno moškim in kaj je tisto, kar pač pripada ženskam. Zdaj, saj je še manj par stvari, ampak vseeno bi mogoče malo pozval moje prijatelje, da oni kaj vprašajo, če želijo okrog Martina ali česa drugega, okrog vseh tem, ki smo jih načela. Zvonka, Brane bi ziher kaj vprašal? Brane je pa pravkar moral iti. Ja, saj vem, ja, zato ga pa ti nadomeščaš, pa ti kaj vprašaj. Premalo sem poslušala, da bi kaj lahko. V redu, no, sej v glavnem poslušajo. Aha, nekdo je roko nekaj napisal, da vidim čat. Aha, to je Brane napisal, ja, da zanjo moral zapustiti, ja, okej. V redu, ni nobenega vprašanja? Dobro, potem še moram pa še kaj najdeš, kako vprašanje. Zdajva, mogoče zdaj Martinovo sva nekako izčrpala, če mogoče bi še kaj lahko rekli na to temo. A so še kaj pozabila, Tanja, povedati? Mogoče je to, da res Martinovo v preteklosti predvsem je bil to bolj družinski praznik. Torej vse, kar se je dogajalo res bolj v družinskem okolju, medtem ko danes pa se stvar širi. Torej imamo od veselih do raznih prireditev, ki so res neomejene samo na ožji družinski krog, ampak pač na zelo, na večje, na široko, tudi večdnevno dogajanje. Tudi ni v bistvu samo Martinovo, se ne osredotoča samo na ta 11. november, ampak ga nekako kar izkoriščamo tudi kar cel teden ponavadi prej, pa potem, pa sploh vikendi, če pridejo vmes zraven, je zelo fajn. Ja, to sem hotel vprašati, oprosti. Če pride na sredo, katera sobota je prava? Ja, obe sta fajn, tako da je obe izkoristiti, ja, vse to, ja. Načeloma bi mogli biti ona po, ne? Ampak... Ponavadi, ja, ampak tukaj Martinovo je res tukaj zelo specifično, da tukaj je res zelo fajn, če sred tedna je sploh super, ker lahko izkoristiš in tisto prej in tisto kasneje. Ja, ker vem, da ko smo še bili mladi, smo pa kar cel teden spraznovali Martinovo, to je bilo najbolj fajn, ja. Tako da se začenja. To pa to še, mogoče tudi, kako se je zdaj zelo veliko teh nekih tudi recimo tematskih poti vzpostavilo, imamo tudi seveda Martinovo pot, ki gre tudi čez Slovenijo, to je pot, zelo velike teh nekih pohodov od zidance do zidance, tako da tukaj res vidimo ta nek razvoj samega praznika, kako gre, kako se širi, kako se spreminja in na ta način je tudi zelo zanimivo opazovati, no, tudi to, kaj ljudje recimo v nekem obdobju potrebujejo, kaj jemljejo za svoje, pa na kak način se stvari spreminjajo. Da res nobena stvar v našem življenju, tudi če gre za praznike, tudi če gre za tradicijo, karkoli, da pač ni statična, ne ostane na nekem pač nivoju, kot je bila, ampak se ves čas se razvija, se spreminja, se širi in se pač prilagati trenutnim razmeram, trenutnemu razmišljanju ljudi, ki jih vplivajo za svoje. Sam na Primorskem imajo prej trgatev, vsaj kak mesec dni prej. Se pravi, bi mogli imeti Martinova tudi kak mesec prej. Ja, se tudi spet je odvisno, torej tudi od vremena, od tega, kdaj je v bistvu sploh grozi. Letos je bilo zelo hitro recimo zrelo, so ga tudi dosti prej, vse tule pri nas smo imeli dosti prej trgatve kot
Tako da ja, včasih se težko omejiš res na tisti en dan, no. Ampak ja, glede na to, da se verjetno moštvo v resnici ne spremeni z danes na jutri, lahko to pač malo tudi nekako prilagodimo. No, ampak zanimivo je tudi sprememba podnebja. Jaz se spomnim, ne, da včasih so bile te trgatve tudi v zelo mrzlih dnevih. Ne. To je bilo, ne vem, tam so bile trgatve res šele oktobra, ne, zdaj so že avgusta, septembra so že trgatve. Ne. Ne. Ja, zelo veliko se spreminja, ne, in tukaj tam je pač koledarja, zaenkrat ga zgleda še ne bomo spreminjali, no vidimo pa, da v preteklosti tudi to počeli, ne, če bil včasih november 9. mesec, 11. torej do sprememb je prihajalo, tako da tudi tukaj lahko vidimo, da verjetno so bile tudi mogoče na ta način, tudi vremenske spremembe recimo in podnebja in vsega, da so se tudi na ta način v bistvu prilagajali samim razmeram. No, ampak vino je pravzaprav, to govori o mladem vinu, ne? Ampak pravzaprav vino nastaja pa šele tam okrog 27. decembra je Šentjanževo, ali kaj je že, ne? Tam se ga pa v bistvu pravzaprav krsti, ali kako blagoslovi, ne? Blagoslovi se, da. Ja. Ja, spreminja se. In tudi temu se pa vedno prilagajajo tudi praznike, ne? In tudi potem z različnimi temi svetniki v bistvu pokrivali, in torej Šentjanževo je Sveti Janez, in recimo zanimivost v Vinski gori imamo je Šentjanša, torej cerkev Svetega Janeza, kjer pač tudi res na ta 27. december praznujejo. Juri, predno ti dam besede, še eno vprašanje. Vinska gora, se ta ni nič vinogradov? Zdaj ne več, ne? Ne. Kaj je torej nekako do 18. stoletja, ko vinograde napade potem trd na uš in takrat v bistvu si ti vinogradi izginejo, drugače pa poznamo tudi še zapise iz tudi gornograjske župnije, takrat, da so iz Vinske gore vozili recimo vino v Gornji Grad. Tako da ja, to področje je bilo, če tudi sama lega nam pokaže, da je res zelo sončna in primerna za vinograde. In tudi recimo naša Grilova domačija, ki jo imamo mi v Vinski gori, je to v bistvu ostanek nekdanje viničarije, tam je bila klet, ki je bila potem kasneje, ko pač niso imeli več trte, nekako preobražena v domačijo malega kmeta, ki je bila res bolj ali manj samooskrbna, ker je imela pač vse, kar je pač takrat človek potreboval v svoji okolici. Jure, izvoli. Ja, no, lep pozdrav vsema, se slišimo? Ja, izvoli. Super. Jaz sem pa vprašanje, kakšna je razlika med rdečim pa belim vinom? Barvi? Mislim, da je pri rdečem vinu so zraven to kožo dajo, ne? Pri belem je pa ni. Ker eno je bolj sladko, ne? Zdaj ne vem, rdeče se mi zdi, da je bolj sladko. Ja, ni nujno, odvisno od sorte, ker tukaj je, v bistvu barva vina je res popolnoma odvisna od vrste grozdja. Iz rdečega grozdja dobimo potem tudi rdeče vino, medtem ko iz belega pa belo. Ja, to je sorta, ampak jaz mislim, da dajo vse, koliko se mi zdi, no, pri temu refošku oziroma teranu, da dodajo zraven in pol more ta koža, ne, od zraven, tista koža da v bistvu barvo, ne, oziroma ta moj. V redu, pa dejva še malo tako čisto na hitro, greva tele zimske praznike, Miklaževanje, potem je Lucija, v Velenju je to zelo popularno, ne, oziroma Barbara, ne. A če pa še malo tako v teh zimskih praznikih, mogoče malo okrog decembra. Ja, lahko, torej potem v decembru nas, seveda najprej se prične s tem adventnim obdobjem, torej z adventne nedelje, ki so ponovili zadnjo nedeljo, torej 4 nedelje pred samim Božičem. Potem Miklavževo je seveda tisto, ki ga nekako spet je čas, ko praznujemo. Miklavž je bil torej tudi škof, svetnik, ki
spet gremo torej za staro šego, ki nekako ta Sveti Miklavž hodi naokrog v družbi parklov in na ta način v bistvu po eni strani obiskuje otroke, predstavlja hkrati tega nekega dobrega moža, ki ga pa s sabo ima te svoje parklje, ki preganjajo torej zle zimske duhove, preganjajo torej vse tisto, kar je slabo in na nek način skušajo nekaj dobrega ljudem prinesti. Potem imamo 4. decembra Sveto Barbaro, ta je bila seveda zavetnica rodarjev, zato je tudi pri nas v naši dolini je precej pomembna, tudi recimo še na premogovniku v Rudniku noter imajo kapelico, kjer je Barbarin kip. No, tudi tukaj mogoče tudi en tak zimski pregovor, da če bo na Barbaro mraz, bo trajal ves zimski čas, tako da tudi to je ena izmed stvari, ki jih lahko preverjamo, ali drži ali ne. Potem je seveda Sveta Lucija, ta goduje 13. decembra, ta je zavetnica vida. Je pa zanimivo tukaj pri nas, sploh v Šaleški dolini, kar imamo pri nas. Jaz marsikdaj, ko po teh starih običajih za našo dolino brskam po Mlinškovem berilu. Mlinšek je bil učitelj tukaj v naši dolini, ki je zelo veliko zapisoval vse, kar se je tukaj pri nas dogajalo, tako da to imamo zdaj izdano v zbirki Mlinškovo berilo, tudi vsi ti njegovi zapiski so pri nas v muzeju ohranjeni. In tam noter je zelo veliko zanimivih stvari povezanih s tem, kaj so pač ljudje tukaj v dolini včasih verovali. Recimo, ravno ta Sveta Lucija je nekako povezana tudi s čarovnicami, namreč pri nas so pravili, da če si želel vedeti, kdo je čarovnica, si mogel na dan Svete Lucije začeti delati stolček lesen, potem pa si s tistim stolčkom šel ob polnočnicah, torej na Božič v cerkev in se nanj usedel in takrat si potem videl, katere od žensk, ki so bile v cerkvi, so bile čarovnice. Tako da tukaj je kar nekaj takih zanimivih zgodbic. Pa tudi recimo v Paki naj bi bil ob cesti Studenec, kjer je Sveta Lucija počivala. In tista voda tam v tem Studencu je zdrava za oči, tako da so tudi tukaj domačini, torej so s tisto vodo potem te svoje oči stavili. Potem imamo mogoče še 21. decembra Svetega Tomaža, tega poznamo vsi kot nevernega Tomaža, ki je pač moral preizkusiti, če so rane res ta prave. Je pa Sveti Tomaž tisti, ki nekako goduje tik pred najkrajšim dnevom v letu in najdaljšo nočjo. Potem pa seveda Božič, zanj je značilno božično drevo. Tudi to je mogoče zanimivo, da vsi danes nekako to božično drevo vseeno bolj povezujemo z novoletno jelko, medtem ko ljudje so torej že včasih postavljali božično drevo, ki je bilo pa pogosto nekoliko tudi drugačno, kot je to, kar poznamo danes. Velikokrat so to drevo obesili kar v bohkov kot v hiši in to ponavadi celo na robe obrnjeno, torej da je vrh visel navzdol. Takrat se seveda vedno postavljajo tudi jaslice, tudi to je ena izmed takih naših šeg in navad, ki segajo daleč v preteklosti in so se tudi seveda ohranile. Pa potem mogoče še 26. decembra je Štefanovo, takrat je blagoslov konj, takrat so marsikje ali so pač vodili konje oziroma pred cerkev, da so jih blagoslovili, ali pa te neke votivne konjičke, ki so jih prinesli pred oltar, da so tudi na ta način blagoslovili. Pa potem še mogoče 28. december, ko so nedolžni otroci, takrat je tudi tepeška, tako da so otroci hodili po vasi naokrog in tepeškali odrasle. Zaključi se pa seveda december potem s Silvestrom in na ta dan, torej na staro leto, je tudi postopi pri nas kar nekaj različnega vedeževanja, s čevlji, s poleni, tako da s tem se pa nekako potem to decembrsko oziroma celotno leto potem zaključi. Zdaj ste me spomnili malo na otroštvo, ne. Mi smo verjeli, da je med
med vašim gradom in Šaleškim gradom, da je tunel, in da straši Kunigunda, a ne? Verjetno tunela niste našli, ne, še? Ne, tunel zagotovo, če bi bil, bi ga zagotovo našli, ko se je pač Velenje delalo, ker takrat je bila res celotno dolinsko dno med obema gradovama prekopano, tako da ne, tunela nažalost ni. Ja, je pa kar nekaj legend s tem povezanih. Kar se tiče pa Kunigunde, pa tudi, ja, Kunigunda bi pa naj bila ta naša grajska gospodična, ki bi naj bila seveda tudi čarovnica, znala naj bi napovedati vreme, znala naj bi zdraviti ljudi, ampak tukaj se pa jaz vedno, kada se recimo pogovarjam z otroci, pa rečem, kaj pa, če danes nekdo zna zdraviti ljudi, kako mu pa reče, da je čarovnika, ne, zdravnika, ne. In tukaj vidimo spet, koliko je v enem obdobju recimo bilo ravno to nerazumevanje recimo tega, kar ljudje počnejo, ali pa po drugi strani pač to, da ni bilo dobro, če je kdo kaj preveč vedel, če je kdo kaj preveč znal in so potem tudi s tem, da so recimo sploh ženske poimenovali kot čarovnice, jih nekako skušali omejiti pa držati ljudi na tem, da so bili pač čim bolj nevedni in seveda ne razmišljali svojo glavo. Pa mi smo tam med Šaleškim gradom in Ekensteinom, ne, smo zaklade iskali. Mi smo kopali in smo verjeli, da bomo našli zaklad, ker tam je ena razvalina tega gradu, ne, Ekenstein, kako se že imenuje. Ja, grad Ekenstein je v bližini gradu Šalek, je tudi, razvalina še v dosti slabšem stanju kot tudi grad Šalek, zato ker tam so se pa v bistvu lastniki so se iz gradu Ekenstein preselili potem v Graščino Gorica in potem tudi ta grad zapustili, je pa z obema, in z gradom Šalek in z gradom Ekenstein povezanih kar nekaj zgodb o zakladih, o votlinah in ja, verjamem, da ste otroci imeli kar precej dela s tem, da ste iskali kaj, pa verjetno našli. Kaj je bilo? Halo? A sva se zdaj nekaj utihnilo? A sem jaz narobe zagrabil izklopil? A se sliša? Nekaj je utihnilo. Vsi smo po mojem izklopljeni, zdaj pa. Ja, pa sem mogoče jaz se izklopil, ja. Ja, mi smo to res tam, te kače so bile, tiste graščina in ampak žal nismo našli nič, ne. Vem pa, sem pa zadnjič poslušal eno oddajo, zdaj to sem se spomnil, ko je Kvartič, ne, dal eno oddajo, glih govoril o tem, ne, kako je to so cele generacije in generacije so kopali tam okrog tistega gradu in iskali zaklad, ne. Mogoče pa nekdo enkrat pa najde kaj, ja. V redu, no, se pravim, bova končala počasi, da ne bova takole. Mene je veselilo, tako se malo vrniti v Velenje, v otroštvo. V Velenje sem bolj redko, moram priznati, da mi je nekako čas zmanjkuje. Tako da, jaz upam, da se bova kmalu v živo videla. Bi bil zelo vesel, ne, ker v bistvu vse direktorje sem poznal osebno v Velenju, tako da sploh z Damjanom pa z Jožetom Hudalesom so se precej družili, a ne. Tako da upam, da bo tudi midva kako lahko rekla v živo, kdaj. Dobrodošli. No, če ne prej, pa mogoče se vidva ki na kakih predstavitev Šaleških razgledov. No, evo, super. Ja. V redu, hvala vam vsem skupaj, da ste bili prisotni. Zdaj naslednji teden, da najavim, bomo imeli pogovor z, ki je že pripravila Lenartom Zajcem, pisateljem, tako da bo Nika, upam, da bo Nika do takrat zdrava in da bo lahko vodila pogovor. Tanja, lep pozdrav v Velenje, čestitke za rojstni dan. In se vidimo prihodnji teden. Hvala vse skupaj. Srečno. Hvala, srečno. Ja.